se bomo brez, je že 5, ne? To je začetek psihoanalize, namreč mogoče tudi to pomembno, da drugi slišijo. Psihoanaliza se ne ukvarja z, kot sem že prej rekel, s posameznikom. Čeprav se zdi, da se posameznik pride na kavč. Psihoanaliza se ukvarja najprej z imaginarijem, v kateri ta posameznik ujet, ukvarja se s simptomi, ki jih zaradi te ujetosti posameznik proizvaja. In tudi na tretjem mestu ni ukvarjanje s posameznikom, ker se ukvarja z načini, kako se posameznik ukvarja sam seboj. Zato ima psihoanaliza po definiciji meta odnos do tistega, s čimer se ukvarja. Meta odnos, se pravi, analitika me ne zanima toliko človek. Mene zanima, kaj ta človek recimo misli o sebi. Ali pa kako ta človek razlaga svojo ujetost v imaginarije. Zanimajo me seveda tudi imaginariji, za katere posameznik sploh ne ve, da je vanje ujet. Zato je psihoanaliza daleč od tega, za kar jo pogosto imajo ljudje. Namreč imajo jo za terapijo, ki brska po globinah posameznika. Nobenih globin ni in psihoanaliza ne zanima nikakršne globine posameznikove duše. Ker jo zanima to, kar sem ravno kar povedal. Ampak na nek način je prav, da smo takole začeli, ker do tega bomo danes še nekajkrat prišli, kaj ti nameravam govoriti o psihoanalizi na bistveno drugačen način, kot so ljudje navajeni. In sicer tako, da se bom ustavil v zgodovini psihoanalize, oziroma ne samo v zgodovini psihoanalize, v zgodovini humanistične misli, mogoče bi še širše lahko rekel, vse v zgodovini 20. stoletja. Na nekaterih krajih, ker bi rad spregovoril, kot rečeno, o psihoanalizi na bistveno drugačen način, kot je to v navadi. In seveda, da bi to naredil, je kar koristno imeti pred seboj celotno zgodovino psihoanalize. Psihoanaliza je stara malo več kot 100 let, kar ni tako zelo veliko, kar pomeni, da je mogoče držati celotno zgodovino bolj ali manj pred seboj in jo analizirati, da bi povedal ne samo kaj drugačnega o psihoanalizi, ampak da bi odgovoril še na eno izjemno aktualno vprašanje. To je vprašanje, kje smo danes, leta 2017, v tem svetu, kapitalističnem svetu, in kakšna je prihodnost človeških bitij v svetu, ki bo najverjetneje še nekaj časa kapitalističen. In kaj to pomeni, če razmišljamo o psihoanalizi na bistveno drugačen način, kot je to v navadi. To je moj današnji namen. In za začetek si bomo pogledali uvod v film, ki ga je posnel Chaplin leta 1936. Še 3 leta pred Freudom smrti. Leta 1936 je psihoanaliza v Ameriki že popularna, zelo popularna, v Evropi ni. Psihoanaliza namreč Evropa ne mara, ni jo marala takrat in tudi danes je ne mara. V glavnem. In že samo po sebi je to zgodovinsko dejstvo vredno razmisleka. Zakaj psihoanaliza naleti na tako zanimiv sprejem v Združenih državah Amerike, ne pa recimo v Evropi, ki je nastala, kjer se je rodila.
eden od odgovorov je, da je psihoanaliza v Ameriki sprejeta bistveno drugače, kot jo je razumel Freud. In o tem bom še govoril. Govoril bom o neki definiciji psihoanalize, o Freudovi definiciji psihoanalize, ki jo v glavnem ne boste zasledili. Kar je spet zanimivo. Se lahko človek prišel, zakaj ne? Na Freudove definicije psihoanalize. Torej, Amerika jo sprejme ravno nasprotno od tega, ker zopet ni naključje, kaj ti kapitalizem je sistem oblikovanja človeških eksistenc, o katerem je napisal na začetku 20. stoletja, približno v istem času kot Freud, zelo dobre razprave nek sociolog, to je Max Weber. Max Weber je veliko časa posvetil razmerjem, nekim razmerjem človeških bitij, ki so zmožna za religijo, za vero, do samega kapitalizma. Zelo ga je zanimalo, kaj k temu, kar bi lahko imenovali duh kapitalizma, in Weber govori o tem, k duhu kapitalizma, torej prispeva, naprimer, protestantska etika, ali pa širše človekov odnos do Boga. Prav gotovo so to zelo zanimiva razmišljanja, ki se jih loti Max Weber. In med drugim poskuša razmišljati o nekaterih oblikah, o nekaterih človeških praksah, ki so zelo posebne. Naprimer, odpovedovanje samemu sebi, naprimer, varčevanje, naprimer, izjemna disciplina, pokornost, naprimer, podredljivost, odnosu do Boga, odnosu do zastopnega Boga in trdo delo. To so zmožnosti človeških bitij, ki zelo pritegnajo pogled Maxa Webera in njega zanima, torej, kot rečeno, kakšna so razmerja do nastajanja, do razvijanja in do akumuliranja kapitala v znotraj kapitalizma. In v času, ko Freud razvija psihoanalizo, je kapitalizem že v polnem zamahu, govorimo približno v letu 1900, in Freud na svoj način, kot analitik, raziskuje nekaj podobnega kot Max Weber. Zanima ga, potem rečemo v žargonu, subjektivnost ljudi, okoli leta 1900. Zanima ga, kakšni so odnosi, ki jih imajo ljudje v tem času do sebe. Kako ljudje razumejo sebe, kako oblikujejo svoje identitete, kaj počnejo z njimi, kako jih zastopajo, kako jih zagovarjajo, v kakšne medsebojne odnose vstopajo, na kakšen način vstopajo in tako dalje, tako dalje. Zdaj, na prvi pogled, projekt, ki ima veliko skupnega s tem, kar počne Max Weber, ki je sociolog. Psihoanaliza, torej, in sociologija zagotovo na začetku 20. stoletja počneta marsikaj, kar ju tako ali drugače povezuje. Tako ali drugače. In Freudov sprejem, torej sprejem psihoanalize v Združenih državah Amerike, je zelo tesno prepleten s temi razmeri, ki sem jih zdaj nakazal. Razmeri med
psihoanalizo in sociologijo. Kar seveda zopet ni posebno naključje, ampak to nas zdaj ne bo zanimalo. Če razmišljamo, kateri ljudje naseljujejo Združene države Amerike, kakšna njihova veroizpoved, kako živijo in tako dalje, okoli leta 1900 ali pa malo kasneje, pred prvo svetovno vojno. In vsaj ena zadeva je zelo pomembna za nas, namreč kmalu po koncu prve svetovne vojne se porodi izjemno zanimivo in, kot se kasneje izkaže, tudi produktivno vprašanje. Zastavi ga Freudov nečak, Edward Bernays, ki živi v New Yorku. Zastavi izjemno zanimivo, gotovo tudi nenavadno, pa vendarle v vsakem primeru zanimivo vprašanje, ali je mogoče z ljudmi manipulirati. Ali je mogoče sistematično vplivati na ljudi. Zdaj, sama beseda manipulacija je malo barbarsko, zato jo je on zamenjal z neko drugo besedo. In to je, za besedno zvezo, to je public relations. Govorimo o manipulaciji, ker to ljudje ne slišijo radija, ne, da nekdo manipulira z njimi, ker to zgleda kot da so oni ljudke, s katerimi pač ljudkar upravlja. Uporabimo en drug izraz, pa PR-ovstvo. In tako se je tudi zgodilo. Ampak vprašanje ostaja, ali je mogoče z ljudmi manipulirati oziroma kakšne oblike PR-ovstva bi lahko izumili, da bi ljudje počeli to, kar mi hočemo. V osnovi je bilo to vprašanje. Čisto vse, kako ga zapakirate, v osnovi gre natanko za to. In odgovor je bil takoj pri roki. Govorimo zdaj o življenju v Združenih Amerike, govorimo o zelo razvitem kapitalizmu in govorimo o začetkih množične proizvodnje dobrin po koncu prve svetovne vojne. Govorimo o izjemnem tehnološkem napredku, govorimo o velikih tovarnah, govorimo o korporacijah in govorimo o tekočem traku, govorimo o Fordizmu, govorimo o Taylorizmu in govorimo o množični proizvodnji dobrin. Znotraj vsega tega konglomerata se torej zastavi to vprašanje in odgovor, kot sem rekel, je takoj pri roki, ja, je mogoče. Je mogoče in Bernays takoj pokliče svojega strica, dragi Sigmund, a bi mi ti malo pomagal pri tem. Ker psihoanaliza marsikaj ve o človekovi duši, o podzavesti, o instinktih, o nagonih, o temnih plateh človekove duše in tako dalje in tako dalje. In gotovo je to pravi naslov. Freud namreč. Za odgovor na zastavljeno vprašanje. Ampak Freud se ni dal kaj prav dosti. Se mu ni dal s tem ukvarjati in mu je poslal par knjig. Preber si. Pogrunti sam. In je Bernays pogruntal. In pogruntal je na tako produktiven način, na tako, seveda, z vidika kapitala, dober način, da ga marsikdo še danes slavi kot očeta PR-ovstva, kar tudi je. In sodobnih propagand, reklamnih kampanj, podobnega. Kajti Bernays je z lahkoto dokazal, in tudi to je osupljivo, da je mogoče z sofisticiranimi prijemi, propagando, spet ta izraz ni bil prav v čislih, propagande ne bomo uporabljali, bomo spet vrnili se k public relations.
Torej, ne nič manipulacije, nič propagande, pa vendar počnemo natanko to. In končni učinek je tisti, ki nas zanima. Namreč, da ljudje počnejo to, kar mi hočemo. Kdo smo zdaj mi? Ja, mi smo lastniki kapitala. Kaj pa hočemo? Da tudi ljudje čim boljši potrošniki, se pravi, da čim več tistega, kar mi naredimo, kupijo. In so. In še spoznanja so bila osupljiva. Torej, najprej psihoanaliza deluje. V Ameriki psihoanalitična spoznanja, ki jih uporabljajo, vse bolj, očitno delujejo. To je empirično dokazljivo, o tem ni kaj možno dosti razpravljati. A to je res, ni. Seveda se niso kaj prav dosti ukvarjali z vprašanjem, zakaj je to mogoče in kako je to mogoče, ker če deluje, deluje. Zakaj bi zdaj razpravljali, zakaj deluje? Važno je, da deluje in da se kapital steka tja, kamor hočemo, da se steka. To je v naše roke. V Evropi, kot rečeno, je bistveno drugače. In psihoanaliza postaja izjemno popularna v Ameriki, pa ne samo zaradi tega, kar smo zdaj povedali. Popularna postaja še nekje drugje in to je v medicinskih krogih. Psihoanalizo v glavnem pograbijo, poleg PR-ovcev, kapitalistov in tako naprej, psihiatri oziroma zdravniki in jo počasi spreminjajo v nekaj, nad čemer Freud niti malo navdušen, ampak se ni mogel nič narediti. Psihoanaliza ni bila več v njegovih rokah. Ni bila v rokah nikoga drugega. In psihoanalizo spreminjajo vse bolj v medicinsko terapijo, v zdravljenje. V zdravljenje posameznikov. V zdravljenje katerih posameznikov? Je vseh tistih, ki niso dovolj prilagojeni kapitalizmu. Temu, kar zanima, kot sem že prej povedal, Edwarda Bernaisa. Zanima ga torej stekanje kapitala tja, kamor se pač naj bi stekal po mnenjih lastnikov kapitala. Obstajajo posamezniki, vedno obstajajo, ki niso dovolj prilagodljivi oziroma prilagojeni. In to je mogoče zlahka, ali pa mogoče ne tako zlahka, pa vendarle ugotoviti. Ni težko ugotoviti, kdo je premalo prilagojen. Ni težko. In armada ameriških psihiatrov in zdravnikov, glavno so tudi oni, saj so tudi kakšni psihologi zraven, še kdo se spravi na delo, da bi razvili čim bolj popolne, čim boljše metode, s katerimi bi detektirali tiste ljudi, ki niso dovolj prilagojeni in se potem tudi razvili metode in tehnike, da bi jih spremenili v dovolj prilagojene. To ni George Orwell. To je empirija. Pred drugo svetovno vojno v Ameriki, zlasti v Ameriki. To je empirija. So resni, znanstveni, strokovni, medicinski, tudi psihološki, seveda tudi PR-ovski projekti. In znotraj tega obzorja moramo poskušati rehabilitirati začetno Freudovo razmišljanje o psihoanalizi. Kasneje bomo to naredili še večkrat. Zakaj? Zato, ker psihoanaliza, ko se rojeva v koncu 19. stoletja, nima niti najmanjše zveze z idejami kapitalizma, množične proizvodnje dobrin, PR-ovstva, prilagojenostjo, terapijami in tako dalje. Nikakršne. Psihoanaliza se rodi kot humanistični projekt. Psihoanaliza je delo enega samega človeka, ki je sicer po izobrazbi formalno vzeto nevrolog. Ampak Freud je mnogo bolj dedič evropske razsvetljenske in humanistične misli.
kot recimo psihiater ali pa zdravnik ali pa nevrolog, kar je bil in zdravnik in nevrolog, psihiater pa ni bil. Zdaj, psihoanaliza se rodi v humanističnih obzorjih in znotraj humanistike ne govorimo o terapijah neprilagojenih posameznikov, to govorijo samo medicinci, ki niso dediči humanistične misli, so dediči neke druge misli, neke druge tradicije, ki je veliko bolj instrumentalna, ki je veliko bolj pozitivistična in tudi znanstvena, seveda, ker je. To je bistvena razlika. Zaradi te humanistične dediščine se Freud pogovarja z ljudmi na prav poseben način. Ne pogovarja se kot zdravnik, ki bi jih hotel zdraviti. Ne pogovarja se kot zdravnik, ki mora najprej postaviti diagnoze. Freud sicer uporablja ta besednjak, ker je bil zdravnik v končni fazi. Uporablja ta besednjak. Ga uporablja, ampak uporablja ga po sili razmer, če lahko tako rečem. On ga uporablja zato, da bi ga dekonstruiral, da bi ga na novo premislil, da bi se na novo postavil vprašanje, naprimer, zakaj nekateri ljudje veljajo za neprilagojene. Da bi se na novo postavil vprašanje, kako se obnašati do ljudi, ki veljajo za neprilagojene. Kaj ne naredimo takih? Oziroma, zakaj nekateri drugi ljudje ne veljajo za neprilagojene? Vprašanja so mogoče na prvi pogled nepomembna, ampak če bi se zdaj vprašali, če bi si zastavili zelo preprosto vprašanje in poskušali zelo natančno in detaljno na njega odgovoriti, bi bil to zelo zanimiv projekt. Naprimer, kdo in zakaj povzroči prvo svetovno klanje, ubijanje ljudi. A ga res povzročijo neprilagojeni posamezniki s svojim neprilagojenim vedenjem? Ne. Kdo sproži, kdo povzroči prvo svetovno vojno, v kateri umre toliko in toliko milijonov ljudi, da ne govorimo potem še o drugi svetovni vojni? To so dobra vprašanja. Kaj ti ljudje, natanko v tem obzorju, v katerem se zdaj gibljamo, praviloma prehitro naredijo tisto, česar Freud ravno ni želel, da bi se zgodilo. Namreč, da identificirajo neprilagojene posameznike in jih obtožijo. Drugo svetovno vojno je sprožil kdo? En sam človek, ki je slišal na ime Adolf Hitler. Zakaj? Bi bil nor. Če bi bilo tako preprosto, potem se nobena vojna ne bi zgodila, ker bi že zdavne pred tem psihologi, medicinci, nevrologi, psihiatri, ne vem kdo, detektirali te neprilagojene posameznike in najbrž tudi človeštvo ne bi imelo pol posebnih težav, če bi rekel, a je bolje, da jih odstranimo prej, preden bodo postali dovolj nori, da bodo seveda jih utopimo že v prvem mesecu starosti, ali pa v prvem letu, ali pa ko bi ugotovili, da so neprilagojeni. Nažalost ni tako. Nažalost, seveda. Zadeva je mnogo bolj zapletena in svetovne vojne en sam posameznik kratko malo ne more sprožiti. Probajte kaj tazga narediti. Ne morete sprožiti vojne. Jaz bi pa jutri malo sprožil tretjo svetovno vojno. Ja, kako? Ni šans, da kaj tazga naredite. Pa če ste še tako neprilagojeni. Ok? No se zadnje, Adolf Hitler nikoli ni bil nobenim norišencu. Bil pa enem zaporu, naprimer. Torej, ne bo šlo. To je slepa ulica. In Freud to ve. Zadeve so mnogo bolj kompleksne. In če natančno berete začetne Freudove tekste, do leta 1915, v času, ko je bil Freud potem tudi poklican v vojsko, če berete tekste, ampak zelo natančno, zlasti če berete njegove primere, analitične primere, potem ugotovite
da je bil Freud v resnici navdušen nad svojimi pacienti. Ravno nasprotno, kot bi lahko pričakovali, češ neprilagojeni posamezniki, defektni, zblojeni, nori, nevrotični, dajmo jih pozdraviti, če se le da, če se pa ne da, pa Bog pomaga, kje pa? Tega ni v Freudovih besednjakov. On je navdušen pravzaprav nad tem. Zakaj je navdušen? Oziroma nad čim je navdušen? No, preden odgovorimo, se pa zdaj pogledamo tale začetek v film Moderni časi, ki ga naredi Charles Chaplin leta 1936. Ki je v določenem smislu, ampak ne bomo se preveč s tem ukvarjali. S tem so se z Mitjem Reichenbergom ukvarjali pred časom, ko so napisala knjigo o Charlesu Chaplinu. Ko so napisala, oziroma jaz sem na tej knjigi spregovoril samo o enem segmentu, če lahko rečem, opusa Charlesa Chaplina. Samo o enem segmentu, govoril sem namreč o Malem potepuhu. Samo skozi obdobje 1918, ko ga Charles Chaplin izumi, ko ga ustvari, ko se rodi Mali potepuh. Do velikega diktatorja, v katerem je, to je zadnji film, v katerem je še nastopa Mali potepuh. V tem obdobju. In to je izjemno vznemirljiv projekt. Če gledate vse filme, v katerih nastopa Mali potepuh, seveda veste, da v vseh filmih skupaj ne spregovori niti ene besede, ker ne govori. On ne govori. In to je tudi eden od razlogov, da je Charles Chaplin se zelo opiral zvočnemu filmu, ker je menil, da ni potrebno, da govorijo protagonisti. In Mali potepuh je definitivno dokaz za to. Več kot 25 let ne spregovori niti besede. In imam velik težav z razumevanjem tega, kaj zastopa. Tako da Charles Chaplin in Mali potepuh imata prav gotovo zelo veliko skupnega z Freudovim projektom, ki ga imenujemo psihoanaliza, in to je samo skromen omaž temu. Torej, kako se začne film Moderni časi? Ste videli najprej, med vsemi belimi ovcami je ena črna. In najprej so ovce, potem so pa delavci. A ja? Ja, bravo. No, v glavnem blokiral sem nas. Čist zmeram je neki, da ne moramo gledati tega, kar bi radi. Koga je video posnetek zajema, a glih v naši državi?
Mogoče še kakšen drug posnetek, če ga poiščete. Da bomo preveč časa zgubljali, bomo pogledali. Vse tole pravzaprav vse en že zadošča za naše nadaljevanje. Kje sem jih našo državo najdel? Avtorskih pravic za ta film že zdavnaj ni več, ker veljajo samo 70 let. Ne, to, lahko jaz tukaj komentiram nekaj. Ja. V bistvu tega, ker ste omenili nečaka od Freuda, Bayersa, ne? Celotna tehnologija je šla tako daleč, da danes ni filma, praktično ni TV novic, ne bi bile krojene po tej filozofiji, ki je on ustvaril. Zdaj se enostavno ničesar več ne moram gledati, ker prepoznam te skonstruirane laži. Ja, se strinjam generalno z vami, samo da to ni filozofija, ker to je želitev za filozofijo, ne kaj mislite, seveda, njegov način razmišljanja. Seveda je tako, seveda je. Drugače, niti ne more biti, se pravi, ne gre, to bi rad komentiral, ne gre toliko za laži. To je preveč preprosto spet. Ne gre toliko za laži, gre za nekaj drugega. No? Ampak do tega pridemo, če si natančno to pogledamo, kar smo videli. Se pravi, to je omaž psihoanalizi par excellence. Torej, najprej vidimo ovce in seveda to je simbol, ne, za poslušno, obubljivo, ne preveč inteligentno bitje, ne, ki jo skupaj drži čred in nagon, ali pa še kakšni očarji, ne, ki treba. In med njimi je ena, ki je črna. V tem primeru seveda to mali potepuh, to je Charlie Chaplin, mali potepuh. To že vemo, če smo gledali kakšne filme. Potem sledi nov kader delavci. Neposredno primerljivi z ovcami, sam seveda mora obstajati razlika in tudi obstaja. Ker vendarle neposredna primerjava med tako preprostim bitjem, kot je ovca in človekom, pa tudi je žaljiva, ni mogoča. Je treba kaj več, kot ovčarske pse, pa še kakšne loži namontirati, zato ker so ljudje inteligentna bitja. Mnogo bolj kot ovce, imajo možgane in možgani delujejo. To je pomembno. Tako razmišljamo o tem, kako manipulirati recimo z ljudmi, jih ne smemo podcenjevati. Pripovedovanje laži je preveč poceni. Ljudje zelo hitro lahko ugotovijo, ali nekaj laž ali ne. In pri tem ni nepomembno dejstvo, da je Freud nevrolog. Če bi Freud živel danes, bi verjetno podobno kot v svojem času deloval kot nevrolog in bi ga zanimala sodobna nevrologija, sodobna znanost o možganih. Zato tudi vsak dober analitik danes mora preučevati nevroznanost, se ukvarjati z nevroznanostjo. Brez nevroznanosti ni psihoanalize. Freud je to pokazal in o tem smo se prepričali. Glede tega smo se prepričali. Možgani so inteligentni stroji, zelo inteligentni stroji. Tako da kar z lažmi ne bo šlo, preprosto ne bo šlo. Seveda lahko kaj zamočimo, se zlažemo in tako naprej, ampak na dolge proge to ne deluje, zlasti pa ne morete dolgo časa veliko ljudi držati v lažeh. Preprosto ne gre. Kognitivne kapacitete množic ljudi so velikanske. Teda bo treba nekaj bolj sofisticiranega narediti, bolj prefinjenega. In v nadaljevanju vidimo začetek takega projekta. Vidimo tovarno in znotraj tovarne gigantske mašine. Vidimo stroje. Seveda, leta 1936 govorimo o vrhuncu, eden od vrhuncev, čeprav takrat seveda po veliki depresiji oziroma težko govorimo ravno o takem vrhuncu, takrat je globoka depresija, globoka kriza kapitalizma, leta 1936, ki se bo iztekla na žalost v drugo svetovno klanje, definitivno ni povzročil en norec iz Avstrije oziroma iz Nemčije. Definitivno ne.
drugo svetovno klanje podprlo tudi na mnogo več kot s posameznimi norimi ljudmi opraviti z samo logiko kapitalizma. In te mašine so tudi metafore. Leta 1936 so seveda prispodobe za množično proizvodno dobrin. Množična proizvodna dobrin terja nekaj paradoksnega, množičnega človeka. Ampak paradoks je v tem, da z razvojem PR-ovstva, je ta množični človek nekaj drugega kot ovce, ki so vse enake. Public relations se začne z nagovarjanjem posameznika, kot individuuma. Tem je paradoks množične proizvodnje. Namreč, da se nagovarja ljudi ne z lažmi, ampak se jih nagovarja tako, da se od njih pričakuje, da bo vsakdo uveljavljal svojo individualnost. Bernays ravno to pokaže, kako do, recimo, nekje tega časa, še v času Prve svetovne vojne, ampak tik po Prvi svetovni vojni. Postajajo zanimivi posnetki tudi, ko so ljudje res množico, ko gledate množico na ulici, podobno so oblečeni ali pa kar celo enako, na enake načine se gibljajo, enako. To je tak arhetip množice. Public relations, PR-ovstvo jih pa začne nagovarjati. Ljudje, vsak od vas je malo drugačen od vsakega drugega. Izrazite svojo individualnost, naprimer tako, da se oblačite vsak drugače. Tako se sodobni, oziroma takrat sodobni množični kapitalizem prek PR-ovstva naslavlja na ljudi. Bodite potrošniki, ne bodite konzervativni, ne bodite puritanci, ne bodite zadržani, ni več treba šparati, ni treba akumulirati in tako dalje. Zdaj je prišel čas trošenja, porabljanja, zapravljanja. In tam, leta 1927 recimo, se začne uvažati v PR-ovstvo psihologijo posameznika. Izrazite svojo obleko, svoje čustva, svojo osebnost, svoje ideje, svoj svetovni nazor, religiozno pripadanje itd. Tem je paradoks, torej, ja, množica, ampak množica različnih posameznikov, ne enakih. In vse skupaj je upeto ne samo v te mašine, ki so takrat v fabrikah dejansko obstajali, se še danes tam tako gotovo, ampak gre za kapitalizem kot mašino, kapitalizem kot stroj. In to je zdaj nadaljevanje osnovnega Bernaysovega spraševanja, kako narediti, da bodo ljudje množično vsak dan, recimo v isti uri, počeli vsak majčkeno drugače isto. Torej, da se bodo upeli, da se bodo pustili upeti, da bodo na nek način pristali na to, da bodo del gigantske mašine, ki jo imenujemo kapitalizem. In kasneje, mnogo let kasneje, desetletja pozneje, po tem filmu, bo Michel Foucault, ki raziskuje natanko te take pojave, poskušal prepričati znanstveni svet, akademike in seveda druge ljudi, da ljudje morajo na nek način na to pristati. Da so svobodni, da na to pristanejo. Da bi lahko seveda tudi ne pristali. Lahko pač ne bi odšli v fabriko, ampak seveda potem bi imeli strahotne težave, ker so jih leta 1936 tudi imeli delavci, ker govorimo o velike depresije. Ampak vendarle v zadnji instanci morajo pristati. Se pravi, PR-ovstvo se nadaljuje v obliki odgovorov na vprašanje, kaj vse morajo ljudje verjeti, da bo kapitalizem kot mašina deloval tako, kot pač deluje. Z lažmi ne pridete nikamor, ker laž je nekaj, kar je stvar vednosti, to ni stvar verjetja.
Laž je pač nekaj, kar nasproti od resnice. To je izreda vednosti. Ideologija, propaganda, manipulacija, PR-ovstvo, public relations pa deluje v redu verjetji. Kar je v bistvu mnogo močnejši dejavnik. Če vi veste, da je 2 + 2 4, ste lahko do tega brezbrižni, pa če rečete, ok, 4 pa kaj. Ko pa vi nekaj verjamete, vas pa mnogo bolj drži, vas zagrabi. Verjetje mnogo bolj deluje na vas, da boste tudi nekaj naredili, kot vedno. Do vednosti imate lahko instrumentalen odnos. Pač nekaj vem Newtonove zakone. Pa kaj, če jih vem? Imam zgolj informacijo o tem. Verjetje je močnejše. Zato Berne se ne zanimajo laži in resnice. Bomo ljudem pripovedovali laži. Ampak jim bomo servirali vse tisto, v kar naj bi verjeli, da bo stroj deloval. In zdaj, Freud, ko nastaja psihoanaliza, odkriva, spoznava, da je problem, ali pa da so problemi, zaradi katerih pridejo ljudje v analizo, natanko iz istega reda, se pravi iz reda verjetji in prepričanj. Zato v analizi ne gre za to, da ljudje napačno, recimo, imajo napačne predstave, ali pa da so se zmotili, ali pa da nečesa ne vedo o svoji mladosti, o svojem otroštvu, kaj se je tam dogajalo in kjer travme so doživeli in tako naprej. Kje pa? Zato je Freud že 1895, tako rekoč na začetku svojega projekta, zamenja to naivno idejo, ki jo tudi sam nekaj časa imel. Naivno idejo, da je pacientov trpljenje, recimo pacientov obisk pri analitiku povezan z vednostjo. Freud dejansko v določenem času verjame, ali pa je prepričan kot znanstvenik, kot pozitivistični znanstvenik, kot naravoslovni znanstvenik, da je analiza v bistvu poskus seznaniti pacienta z nekaterimi dejstvi iz njegovega življenja, iz njegovega otroštva, iz njegove mladosti, da je analiza izreda pojasnjevanja. Če bomo pacientu pojasnili to, česar ne ve, kar je pozabil, kar je nezavedno in tako naprej, bo to klasičen razsvetljenski projekt. Freud je delič razsvetljenstva. Ko bo pacient vse to vedel, ker mu bomo povedali, ker mu bomo razložili, odkot njegove simptome, odkot njegove trpljenje, odkot njegove težave in tako dalje, bo analiza konec in pacient bo odkorakal domov, srečen in zadovoljen in tako dalje. Freud tako rekoč v istem hipu že ugotovi, da tako preprosto tudi ni. Da je to premalo. Da ima seveda vednost določeno funkcijo pri tem, zagotovo, dosti premalo. Ker je pomembno še nekaj drugega. In to je verjetje. Verjetja. Prepričanja. Nezavedna prepričanja. Ki so nedostopna za vednost. Ker če bi bilo tako preprosto, potem bi ljudje morali spontano ozdraveti, ko bi brali recimo Freudova dela. Ker bi vednost, ki je v knjigah, razgrajevala njihova nezavedna prepričanja, njihova nezavedna verjetja. Ampak še noben nevrotik ni ozdravil zato, ker je prebral vse Freudova dela. Ker ne deluje tako, deluje drugače. In mutatis mutandis, tako deluje tudi propaganda. Tako da imamo public relations, tako da imamo ideološke prakse, imamo dve usporednici. Na eni strani je psihoanaliza, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj vse posamezniki verjamejo, da trpijo. In kaj vse verjamejo, da trpljenje tudi prenašajo. Na drugi strani ideološke prakse, ki izhajajo iz odgovora na nek način sorodno vprašanje, v kaj vse naj bi ljudje verjeli,
da bi ideološke prakse delovale. Če se torej Freudov nečak sprašuje, v kaj naj bi ljudje verjeli, se Freud sprašuje, v kaj ljudje naj ne bi več verjeli, da ne bodo nevrotični še naprej. Popolnoma dva različna pristopa, dva različna projekta. En je humanističen, razsvetljenski, to je psihoanaliza, ki skuša nekaj, če lahko rečem, odnarediti. Na drugi strani politika, ideološke prakse, manipulacije, oglasov in tako naprej, ki skušajo nekaj narediti. Da bodo ljudje še naprej, kot bi rekel Kant, nedoletni. Ali kot bi rekel Freud, da bodo še naprej verjeli. Tudi v vse tisto, kar jim je v škodo. Kar povzroča trpljenje. Naprimer, če bi pustili zdaj Freuda in njegovega nečaka, in bi šli brat Marksa, to lahko naredimo, kadarkoli. Ugotovimo še nekaj tretjega. Namreč, da je kapitalizem v osnovi, v temelju, nujno nepravičen. Da temelji na izkoriščanju delavcev. Da temelji na kopičenju profita. Na kopičenju kapitala. V rokah majhnega števila ljudi. In da nepravičnost, ki vpliva na ljudi kot družbena bitja, kot taka, nepravičnost kot taka, ne laži in eni ljudje so nori pa poskušajo, nepravičnost kot taka, to je objektivno dejstvo, generira trpljenje, bedo, revščino, nevrotičnost in tako dalje. Nepravičnost to generira. Ker se ljudje na nepravičnosti odzivajo, in to je naloga PR-ovstva in ideoloških praks, se odzivajo tako, da jih prenašajo. Temeljna naloga, torej public relations, je narediti vse tako, da bodo ljudje nepravičnosti, ki jih zaznavajo. Vsak človek jih zaznava, vsaj intuitivno jih zaznava, jih prepoznava. Ljudje vsaj na ravni občutkov vedo, da je nekaj narobe v življenjih, ki jih živijo. Morda ne vejo čisto natančno, kaj je narobe. In da to, kar je narobe, prenašajo. Naloga propagande je, da to prenašajo forever. Da se ne obrejo, da ne nehajo delati, da ne nehajo biti potrošniki, da torej skrbijo za lastne identitete. Ali pa, če hočete, za lastno subjektivnost, da bo še naprej približno taka, kakršna je, oziroma da bo čim bolj elastična, kajti če se spreminja, kapitalizem je dinamičen sistem, življenje gre dalje, zato je dobro, da je subjektivnost. In to je tisto, kar je najtežje doseči, da je čim bolj elastična, čim bolj prilagodljiva, da je lahko nategujete tako kot elastiko. In da se ljudje še vedno ne oprejo, da so še vedno tiho, da še vedno prenašajo nepravičnosti, ker jih prenašajo, ker je nepravičnost objektivno dejstvo, tako kot gravitacija. Gravitacijo tudi prenašamo. Prosim.
Ravno v istim vprašanju. Torej, ali ni v človeški naravi tako, da je najpravična tista, ko razviješ ljudi za nami in se jih dosti hitro poskušamo pri naravno, kot ljudje, kot persone. Če sem prav razumel, mogoče se sem napačno zapisal, ste rekel, da ljudi prenašajo nepravičnost. Ampak ali prenašajo zaradi sistema, ker je preveč strah upora, ali je to že noter intrinzično v nas, da je pač prenašajo? Ko govorimo o tem, kar je v nas, govorimo o subjektivnosti. Se pravi, subjektivnost ni naravna, subjektivnost je izdelek. Subjektivnost ljudi leta 2017 je bistveno drugačna od subjektivnosti ljudi 1917 ali pa od subjektivnosti ljudi 1017. Na tej nič naravnega. To so konstrukcije. Subjektivnost je konstrukt. Ali so ti konstrukti taki, da ljudje dolgo časa prenašajo, recimo, nepravičnosti? Ja, taki so. Ja. Otroci se od malega, na primer, učijo, da je treba v življenju potrpeti. Kar je do določene mere seveda razumno in smiselno. Do določene mere je prav. Ker če bi človek zdaj čist za vsako malenko znoro in ne vem, šel na sodišče ali kaj, bi postalo življenje neznosno. Ja, problem pa je, da delujejo take vzgojni prijemi, hkrati kot simbolna spoznanja, recimo, ki z lahkoto sprejmemo. Ja, razumno je, bomo malo potrpeli, bomo malo počakali, kakšno stvar je treba prenesti, bomo kasneje to dobili, ali pa tudi če ne bomo, mogoče se moramo čemu odpovedati, itd., itd. To je razumno. Ampak hkrati je pa to tudi imaginarno. Namreč vprašanje je, ja, se strinjam, treba je potrpeti v življenju. Ampak vprašanje je tudi, koliko časa. A kar vse življenje? Ali pa, katere stvari ja, katere stvari vselej, katere pa ne, katere pa nikoli. Če mi odrežete, ne vem, pol roke, a jaz res rečem, ja, v življenju pač treba malo potrpeti, se mogoče bo zrasla nova, a tudi če ne bo. Ne. Torej, kje je meja? In tukaj zagrabi, naprimer, kot rečemo pač temu, ideološka prasa, ker jo ne morate natančno določiti. Ker se vam v imaginariju, to je intrinzično, samim imaginarijem je to intrinzično, se pravi, ugrajeno je vanje, da ni ostro in natančno določljive meje. Kako to ljudje doživljajo v sedanjem življenju? Tako, da si prigovarjajo še malo, še do jutra, do dolga leta. Pol bomo pa kaj naredili. Pa sej lahko, pa sej se da, sej drugi še bolj kaj je, itd. In potem se ta meja se lahko vleče v neskončnost. Ali je to z vidika zastopnikov ideoloških praks fajn? Seveda je. Sej ravno na to štartajo. Se pravi, ali je mogoče, da bi se ljudje nikoli ne uprli? Se pravi, da se francoska revolucija, na primer, ne bi nikoli več ponovila. Ni prav zelo nujno, da bi se to lahko zgodilo. Se pravi, obstajajo še bolj zapletene zadeve, ki pa vendarle udrejo, zadnjič smo govorili o razmerih med simbolnim in realnim. Se pravi, revolucije se bodo zgodile, pa če se ideologi še tako trudijo, da bi oblikovali tako subjektivnost, da bi bila čim bolj lasje in tako naprej, ker obstajajo objektivne meje tudi za te projekte. To je naše upanje. Ampak, vendarle, sami zastopniki kapitalizma, recimo danes, seveda danes že zdavni ni več leto 1936, kar vsi vemo, zato so tudi prijemi neprimerno bolj sofisticirani. Danes se nam zdijo Bernaysevi poskusi tako barbarski, tako primitivni, tako, da ne gre kar na smeh. A tako preprosto je bilo. Ja, ampak je delovalo. Danes seveda ne bi delovalo.
Če bi danes poskusil Bernays, se bi tukaj pojavil, bi ga odnesel, zakuril, bi ga nagrmadil, ne bi delovalo. Zato so današnje prakse drugačne. Pred časom je recimo nemški filozof Peter Sloterdijk napisal sjajno knjigo o tem. Napisal knjigo Slon kritika ciničnega uma. Če preberite prosim Sloterdijka. Preberite knjigo za Slon kritika ciničnega uma. In se boste sami prepričali, kako današnje prakse delujejo in delujejo zato, ker so bistveno bolj sofisticirane kot takrat, ko je deloval Bernays, leta 1927, pa 8, pa do druge svetovne vojne. Mnogo bolj. In sicer so tako sofisticirane. V tem je na nek način bizarnost ideoloških praks. Namreč, tako sofisticirane so, tako so narejene, da delujejo, tudi če ne verjamete vanje, da delujejo tudi, če imate do njih cinično distanco. Bernays so se sanjalo ni o tem. On je prebral par Freudovih knjig in je rekel, ok, naprimer, tisti primer je znan, mogoče ga poznate. Veste, ko so razmišljali, ko so ga povabili, takrat so začeli izdelovati množično hrano, ker ljudje do tistih časov se niso bili navajeni, da greste hrano kupiti v trgovino. Hrano se je delala doma. Greš na nivo, na vrt, odtrgaš, doma skuhaš. Zdaj pa kar naenkrat nastanejo vele trgovine, samo postrežne trgovine, z velikimi škatlami vnaprej narejene hrane. In zlasti gospodinje seveda so debelo gledali, kaj pa to? Seveda greš, a veste, za nas je seveda to danes čudno, da so se tako spraševali, ker se nam zdi samo po sebi umevno, greš v trgovino, kje pa ti dobiš kaj v trgovini? Takrat pa ni bilo, ker so bili ljudje navajeni, kaj je zdaj? In noben hudič ni hotel tega kupiti. Sploh so bili pa sumljivi, kaj je zdaj to, neka škatla, hrana, neki zdrobljeno tam noter, a to bomo jedali, ste nori. In zdaj so bili proizvajalci te hrane seveda zaskrbljeni. Poslušaj, Bernays, zdaj neki nared, ljudje nočejo tega kupovati. Pa se hoče, sem premalo. Zadaj imamo množično proizvodno. Čisto konkreten problem je bil za Bernaysa. Kaj narediti, da bodo gospodinje, ki so še kuhale, v Združenih državah Amerike smo, pred drugo svetovno vojno, da bodo pokupile vse te škatle hrane, ki smo jih mi naredili. Ker, veste, množična proizvodnja dobrin je pomenila še en radikalen obrat. Dokler ni bilo množične proizvodnje, je bila logika zelo preprosta. Potrebujete nov par čevljev, ker so se prejšnji pošvedrali, luknja je nastala pod plato. In gotovite, rabite nov par čevljev. Fajn. Najprej je torej potreba po čevljih, veste, da je tamle čevlar, greste k njemu in rečete, nov par čevljev mi naročil. Fajn, pridite, ne vem, čez 3 dni. Množična proizvodnja deluje pa po popolnoma drugačnem principu. Najprej proizvedemo gigantsko veliko hrane, na kar ugotovimo, kdo pa to kupil. Kar pomeni, da moramo ljudem poflancati potrebo po tej hrani, ki smo jo naredili. Kako bo to naredite? Pokličite Freuda. Oziroma, če Freud noče priti, pokličite ne čaka. Dej, Joža, povej. Dej nekaj moramo s temi noče kupovati, kaj je z njimi narobe. In pa razmišljajo in tuhtajo, kaj bi to naredili. Ta primer je res banalen, ampak je dober. In pogruntajo, seveda gospodinje so prizadete. Ne moreš kar, prej si bil doma in si kuhal in si vzgajal otroke in si skrbel za stanovanje, da polka je mož domov prišel, da bo vse narejeno in na mizi hrana in tako dalje, in v krožniku in vse je dišalo in propar, da je bilo tako, kaj treba. Zdaj pa kar nekaj greš eno škatlo kupiti, pa stresaš na krožnik, pa kar to je to. Gospodinje so izgubile svojo vlogo. In Bernays to pogrunta. A ja, mi moramo gospodinjam dati eno vlogo. In sicer je bilo to tako. Na škatlo so napisali navodilo. Tle noter je, ne vem, juha ali kaj že, prinesete domov, stresate v loncu, dodate to in ono in tretje,
in servirati. In je delovalo ko šus. Ker so gospodinje se zdaj počutile, aha, zdaj to ni zdaj kar že vse narejeno, jaz imam tudi tukaj svojo vlogo, zamesim noter to, dodajam jajček, uno zelenjavo, kaj pa vem, in postrežem. In police so bile naenkrat prazne. Danes seveda se nam to zdi smešno. Jasno, da to ne bi delovalo, ker tega noben več ne bi kupil, ker je subjektivnost ljudi danes drugačna. To ne pomeni, da so bili takratni ljudje neumni, pomeni samo, da je bilo drugače. Bilo je prvič, drugače časi, drugače subjektivnost in tako naprej. Danes. Torej, in zdaj, prekratko je reči, da je, ja, nekaj je v ljudeh, v njihovi naravi, da to počnejo. Ni čisto tako. Je sicer blizu, ampak ni dovolj blizu ta trditev. Namreč, če recimo imate, kaj se mi, v času Freuda spet, v koncu 19. stoletja, leta 1885, ko se Freud poroči svojo ženo, Marto, pa je pa v Parizu, se poročita. Če bi nas časovni stroj danes odnesel v leto 1885, v njeno stanovanje, bi videli, da je na delu tradicionalna, ona sta bila iz judovskih družin, tradicionalna judovska kultura, ki določa kultura, prosim, ne narava, ne nekaj v naravi ljudi, kultura, kako se obnaša mož, kako se žene, kako je oblečen, kdaj je zajtrk, kdaj je večerja, kaj se je, kako je predno na stanovanje, to kultura določa, ne narava nima nič s tem. In bi videli, da je bila ta kultura, v kateri se Freud in torej njegova žena Marta Bernays poročita, bi videli, da je stabilna, dolgo tradicijo. Dolgo časa so ljudje živeli na podobne, pa zelo podobne načine kot ona. Če veste, danes, pa mi, ki tu živimo, se niti nikamor, da gremo, ugotovimo, da pravzaprav kakšnih stabilnih, tradicionalnih kultur na našem okolju, pa kulturnih vzorcev, pa kapitala, praktično ni več. Da so naša življenja bistveno bolj fragmentirana, razdrobljena, kot je bilo življenje Freuda in njegove žene. Bistveno bolj. Kar pomeni, ne zaradi naše narave, da smo danes ljudje v slabšem položaju, kot sta bila ona dva, in da na nas hitreje in lažje deluje manipulacija. Ne zato, ker nam lažajo, ampak zato, ker imamo manj varovalnih nasipov. Cel tak tradicionalen varovalni nasip pred tem, kar je od zunaj prihajalo, je bila družina. Ko si prišel iz zunanjega sveta, si odprl vrata, si stopil v svojo hišo, si zaprl vrata, zunanji svet je tam nekje. Freud ni imel televizije, ni imel radija, ni imel elektrike še takrat. Zunanji svet je bil res tam nekje. Danes, naprimer, če imate slučajno doma pametno hišo, kar bi jo lahko imeli, ne če kdo ima, ampak lahko bi jo imeli. Kako danes to izgleda? Danes ni razlike med zunanjim in notranjim svetom. Ko bodo ljudje imeli recimo pametne hiše ali pa tisti, ki jih imajo danes, že ko se bližaš empirično svoji hiši, ti že prek telefona sporočiš ali pa še bolje, hiša sporoči tebi. Ne vem, da je elektrika že vklopljena, da centralna deluje, da je alarm izklopljen, da bla bla bla, žbijo, ne vem koga vse. In ko pridete domov do hiše, se vrata sama odprejo, ker so senzori, ker vas zaznajo, ali pa še roženico morate gor presloniti, ali kaj tacga, da vas hiša prepozna, da ste res ta pravi. In potem stopite noter, pa se odprejo razni digitalni zasloni in displeji, da vam poroča bajta, kaj vse se dogaja, pa kaj na televiziji, pa kjer je novice, pa kaj morate narediti, pa ni več razlike med zunaj in znotraj. Človek je permanentno pod stresom, če bi tako uporabil ta izraz, ki je danes v modi. Ne moreš se spočiti.
Ne moreš zapreti vrata in reči shut down. Zdaj pa mir. Zdaj pa jaz v svojem domu. V tem smislu ni več doma. V tem smislu smo vedno bolj prebivalci digitalnih svetov. In okrog nas imajo vse pomembnejšo vlogo digitalne naprave. Oziroma nekateri jih imajo tudi že v svojem telesu. Pač imate, lahko si date vgraditi na razne konce telesa, razne čipe, da vas sateliti spremljajo, če se zgubite ali pa kaj se, pa vse lahko naredite. Ne? In vedno bolj bomo prebivalci takih digitalnih svetov. In to nima nobene veze z lažmi, z ne vem kakšno zlobno manipulacijo, ne vem katerih ljudi ali pa z našo naravo. To se pojasnjuje z razmerji med simbolnimi in imaginarnimi razsežnostmi naših svetov. Tem je seveda nekaj naravnega, če lahko tako rečem. Vse ostalo pa ni. In v polju teh digitalnih stvari, vi točno veste danes, da obstaja množica naprav, od satelitov in raznih drugih zadev, ki vas nenehno spremljajo, ki vas nenehno nadzorujejo, ki vedo, pač tisti, ki so zadaj za temi napravami, ampak tisti zadaj, ki so za temi napravami, veste, mogoče niti niso toliko zelo pomembni. Naprave, ki zbir, ne vem, Amazon, ki vas spremlja, kaj kupujete, kakšna druga trgovina, dobiva do nas nek drug status, kar je treba posebej poudariti. Ni toliko pomembno, da so tam zadnji ljudje, ki potem lahko zlorabijo podatke proti vam, kar je tudi sicer res. Bolj res je nekaj drugega. In to bo v prihodnosti, v bližnji prihodnosti, bolj aktualno, vedno bolj pomembno. Same naprave, digitalne naprave, kjer se nalagajo podatki, tudi če nihče z njimi nič ne naredi, imajo vse bolj status tega, kar je Lacan imenoval veliki drugi. Ni treba prav zelo razmišljati, da lahko rečete in hkrati verjamete in veste, da je stavek, ki ga bom zdaj izrekel, resničen. O meni veliki drugi v obliki raznih digitalnih naprav ve več kot jaz sam. To ni nategnjena trditev. Ni. Danes že obstaja, ne samo ideja, obstajajo poskusni izdelki, naprimer WC školjka. Greste na WC, v ta WC so vgrajeni senzorji, ki analizirajo tisto, kar vi pač tam odložite. In v zelo kratkem času pošljajo podatke prek interneta, naprimer vašemu osebnemu zdravniku. V času, ko vi pridete iz WC-ja, vaš zdravnik že lahko ve, kaj je narobe v vašem urinu. Lahko. To je možno danes. Jutri bo še bolj. Se pravi, vednost se nalaga na novih nosilcih. Ne glede na to, kaj s to vednostjo kdo naredi, objektivno tam je. In ne morete reči, da je to zdaj kaj povezano spet z manipulacijo, z lažmi. Lahko tudi je, ampak ni pomembno. Ker je to pomembnejše. Kaj ti? Zdaj se vračamo, spet, leto 36, pa je to let nazaj. V čem je pravzaprav poanta vsega tega potrošništva, subjektivacij, identitet, manipulacije, public relations in tako dalje, o čem je danes govorimo. V čem je poanta? Temeljna poanta je, da se človeštvo pospešeno vklaplja v umetno ustvarjene svetove, ki so narejeni bistveno drugače, kot je narejena naša zavest. Namreč, digitalne naprave so bistveno zmogljivejše od naše zavesti. So bistveno bolj konsistentne. Vaša zavest sproti pozablja celo množico podatkov. Računalnik pa ne. Nima kaj pozabiti.
kar se je naložilo, razen če se pokvari, pa to odmislimo. Kar pomeni ne samo, da recimo računalnik več ve, ampak je tudi bolj konsistenten. Ko bomo še bolj povezani, neposredno, preko mestnikov z računalnikom, bo računalnik, vse to še danes tudi pravzaprav počne. Vse veste, če imate kakšne naprave, greste teč. Greste teč, si date neke gadgete gor, in potem štejejo korake in kalorije in srčni impuls in tako naprej in vmes, se to poznate, če je vaš puls, recimo da vam zdravnik reče, imeli ste srčni infarkt, ne smete več kot 90 imeti pulza, ampak vi bi vse šli rekreacijo, greste ven in prekoračite 90, pa imate puls 91 in če imate slušalko, vas nežni, ponovati ženski glas opozori, prehitro, upočasnite. Vi ste pozabili, vi ste razmislili nekaj drugega, ste raztresani, naprava pa ne. 91, preveč, 90, v redu. Se pravi, ne samo, da ve več kot vi, naprava, ampak na neki ravni, bolj konsistentno kot vi, uravnava vaše življenje, vaše dobro. Ne morate reči, da laže. Reče, hvala, srce treba šparati, imate samo eno. Vi rečete, hvala naprava. Ne reče, zlobna naprava lažejo, z nami manipulirajo in tako naprej. To je prekratko. Mi se vse bolj torej sami sebe spravljamo v svet, v katerem nam bodo naprave vse pogosteje sugerirale, ne, zlobno manipulirale, sugerirale, kaj je za nas najbolje, kaj je za nas optimalno. Naprava bolj natančno, kot vi veste, ve, koliko ur na noč je treba spati. Vi veste približen, ali pa zaradi mene zelo približen, naprava ve pa natančno, ker meri razne vaše parametre, spati je dobro 8 ur in 6 minut. Fajn. In greste spati zvečer, ko vam reče, da bi bil pa čas, da greste spati. Ker morate čez 8 ur in 6 minut, ker je to za optimalno za vas ustati. In vi spet ne reče, ne, prekleta naprava, to manipulira z vami, ampak reče, hvala tistemu, ki je naredil vse te digitalne naprave, ker je to najboljše zame. Veste, v tem je bistvo, jedro, čeprav na prvi pogled zgleda, v barbarskih časih leta 1927 in tako naprej, je res to zgledalo propaganda, manipulacija, hočejo nekaj in tako naprej. Ni čisto tako, to je prekratka razlaga. In vedno bolj je jasno, da je prekratka. Zdaj, kaj to pravzaprav za nas pomeni? In moramo reči spet nazaj k Freudu, k analizi, ko se rojeva pred letom 1900. Še enkrat poudarjam, psihoanaliza ni način prilagajanja, da bodo ljudje živeli čim bolj normalno, ali pa prilagojeno, ali pa, kot sem zdaj na koncu govoril, optimalno. Ne. Razlika, in ta bo pravim, kot sem že rekel prej, vedno bolj aktualna. Razlika med psihoanalizo in ideološkimi praksami, kam sodi razvoj tehnologij in tako dalje, je tale. In jaz verjamem, da se boste z lahkoto s tem tudi strinjali. Če bi si najprej hoteli odgovoriti na vprašanje, ali ljudje res želimo živeti v optimalnem svetu, v katerem bodo naprave izračunale, kaj je za nas optimalno, mi bomo pa potem to tudi živeli. A res želimo živeti v takem svetu? Jaz nič ne prejudiciram, jaz zgolj artikuliram vprašanje. Krasni svet. Ta je pa res krasen. Odmislimo zdaj možnost manipuliranja, vedno obstaja, seveda obstaja tudi zlobneži, ampak zdaj jih namenoma dajamo v oklepaj. Ta je res krasni svet, je novi, prav gotovo, da je, no, svet pa itak, da je, je. Ampak namenoma se hočem zadržati na tej osnovni platformi razumevanja tega sveta, kjer še ni nobene zlobe, nobene pokvarjenosti in nobene laži.
Vse to lahko je, ampak ta hip nas to ne zanima, ker to je še slabše. Zanima to, kar je izgleda krasno in novo. Torej, ali res želimo tako živeti? In tle se seveda tudi postavi vprašanje narave. Tle se pa postavi, kaj je v naši naravi. Jaz sem danes že odgovoril enkrat na to vprašanje. Ideja pravičnosti, prav gotovo. Ni človeka na tem svetu, ki ne bi tako ali drugače bil občutljiv na nepravičnosti, ki ne bi želel pravičnosti. Tudi eksperimenti to potrjujejo. Ljudje veliko lažje prenašajo tegobe in težave in bremena in probleme tega itak polkno v življenju, če vedo, da je to pravično razporejeno. Ljudje tudi rečejo, ne? Ni problema. Ja, razumemo, treba zategniti pasove, treba je šparati za pokojnino in tako naprej. Sam naj bo pravično. Bogati več, revni manj, ne plačajo brave. To ljudje spontano rečejo, ni problema trpeti. Bomo trpeli, če je treba. Sam naj bo pravično. Ne pa eni ja, eni pa ne. To pa ni pravično. Ali pa eni bolj, drugi pa manj, zato ker imajo privilegije, bla, bla, bla. Ne, ni pravično. Torej, za ljudi je gotovo to ena temeljnih univerzalnih idej. Ideja pravičnosti, oziroma družbene pravičnosti, ker smo družbena bitja. Ljudje rečejo, če velja zame, prav, kupim, sprejmem, ni problema, to ne velja še za njega. Pa za unga tudi. Zakaj pa za une zgoraj ne velja? Ok, mislim, da je to jasno. Zakaj pa ta ni zagorče? Zakaj pa ta ni tudi recimo neka subjektivnost, ko lahko vzgoja? Recimo otroci v neki fazi pridejo do tega, da so zelo egoistični, vse je moje, pravičnost ne zanima. Ja, seveda, to je stvar razvoja in to vemo, ne? A zakaj? Mislim, da je odgovor zelo preprost. Zelo preprost. Gotovo se boste strinjali z mano, da o posamezniku lahko govorimo samo, če je to, kar pravi, da je. Se pravi, posameznik. Če obstaja posameznik, mora obstajati vsaj še en posameznik. Da se lahko prepoznate kot posameznik. Temeljna Hegelova ideja. Če berete Hegla, Hegel je to razdelal v nulo. Kaj pravzaprav Hegel najprej reče, ko razmišlja o teh razmerjih? Vsaj dva človeka morata biti, A in B, odnos med njima. Če ni enega, en sam človek na planetu ne more živeti. Ok, to je minimalni, nujni dispozitiv. Prav. Kaj je temeljna dolžnost, temeljna ideja, začetna ideja, ideja teh dveh svede mitičnih posameznikov, vse nista bila Adam pa Eva, rečemo. Ta mit je dober. Kaj je temeljna ideja? Zelo preprosta. Pravičnost. Kaj pomeni pravičnost? Jaz prepoznam tebe kot posameznika, ki je ločen od mene in tako naprej, ti prepoznaš mene. Zakaj je to potrebno? Zato, ker smo ljudje simbolna bitja. V živalskem svetu je mančkrat drugače. V živalskem svetu se recimo samci med seboj stepajo, kdor je močnejši je alfa, bla, bla, pa oni navzdol. In ok, recimo, da to še kar gre, dokaj se ne pojavi nov, ki bo premagal tega zgore, ker je močnejši, ker je mlajši, bla, bla, pa on. In stvari na nek način delujejo. Pri ljudeh pa čim imate simbolno razsežnost sveta, ki se pojavi z jezikom, je pa drugače. Posameznik ne more samemu sebi določiti identitete. Potrebuje drugega, da ga pripozna, da ga potrdi v njegovi eksistenci, v njegovem obstoju. Nekako v smislu, jaz se strinjam, da obstajaš, ti se pa strinjam, da jaz obstajam, da imam nekakšno identiteto. In je že na delu ideja pravičnosti. Ti nisi čist nič več kot jaz. Na neki osnovni ravni, na neki osnovni eksistencialni ravni, jaz obstajam in ti obstajaš. Ni važno, da sem jaz bel, ti pa črn, da imam jaz okroglo glavo, ti pa kvadratno, da sem jaz na invalidskem vozičku, ti pa nisi, da sem jaz moški, ti pa ženska. Ni pomembno.
Na osnovni ravni eksistence zgolj smo. Okay? Kar pomeni, smo seveda kot različni, drugače ne more biti, ampak ni nobene druge razlike. Obstaja samo razlika med nami. Vse druge razlike, kot sem ravno kar rekel, jaz sem moški, so nerelevantne za to osnovno pripoznavanje eksistence, to, da obstajam. Ko obstajam, zgolj obstajam. Mi se lahko kasneje prepiramo, aj kdo je bolj pameten, da je manj pameten, da je bolj inteligenten, da so ženska, so moška, da je bolj čuzen, to tudi počnemo, ne? Ampak ne na osnovni ravni. In to je začetek razmišljanja o ideji pravičnosti. In ta je neodstranljiva, oziroma, če jo bi odstranili, bi pomenilo, kar nažalost tudi velikokrat ljudje počnejo, da poskušamo že na tej prvi stopnički določiti, kdo je kaj bolj. Bolj inteligenten, bolj pameten, bolj to, bolj ono, bolj tretje. In kam to vodi? V spopade, v vojne, bla, 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 bla. Zato je ta ideja univerzalna, ne? Ker nam omogoča, da se vsaj ne stebemo prehitro. Da vsaj ne začnemo prehitro ugotavljati, kot sem rekel, ne? Kdo je več vreden, pa kdo je manj vreden. So nekaj osnovni ravni, ni nihče več vreden, nihče ni manj vreden. In to idejo na tej osnovni ravni potem vlečete kamorkoli drugam greste. In to pravzaprav ljudje spontano tudi počnejo, vedno znova počnejo. To počnejo tudi otroci. Zakaj ima on maj igračke, jaz pa ne? On nima ideje pravičnosti, on ne razume tega, ampak intuitivno čuti, da ne, starši to tudi čutijo. Ne? Če bomo kupili, ne vem, igračke, pa imamo doma 3 otroke, ne morate priti z igračkami, enemu daste, ta drugo pa rečete, adijo, še kako, njemu si dal, meni pa ne. To so različice tega začetnega potrjevanja. Če smo starši pravični, damo vsakemu od otrok in poskušamo dati to pravično, se pravi, ne, na nek način se skušamo, se ni važno, ne, kako se izide ta problem, enkrat smo uspešni, enkrat nismo uspešni in podobno. Ampak to vsi intuitivno čutimo tudi otroci. Na nek način vemo, še prej znamo to artikulirati, še prej smo znali Kanta in Hegla in tako naprej, vemo, da je to preprosto prav. Ker ne moremo najti nobenega dobrega odgovora na vprašanje, zakaj je pa ta drug človek v temelju več vreden kot jaz? Zakaj on v osnovi dobi več kot jaz? Nažalost je takih idej v sodobnem svetu še vedno veliko. Eni ljudje so taki, da že kar pač si zaslužijo, da recimo, take ideje so, naprimer, vezane na obstoj kakršnihkoli elit, ni pomembno, kakršnihkoli, recimo kralj in kraljica. Ona da imate lahko inteligenčni kvocent, oba skupaj 50. Kralj in kraljica. Danes se nam to zdi bizarno. Obstajali so kralji, ki so dejansko bili nori. Obstajali so kralji, ki so naredili štalo, ne vem kakšno. Ampak že samo zato, ker je kralj, je nekaj več. Nobena razsvetljenska misel seveda tega ne prenese, ampak razsvetljenska misel se razvila pred 250 leti. Deklaracija o enakosti ljudi, Thomas Jefferson je pisal. Vsi ljudje so rojeni kot enaki, natanko v tem smislu, kot se zdaj rekel. Torej, na noben način ne morete zaobiti ideje pravičnosti. So še druge, ampak danes se zadržujemo predvsem pri tej. Prosim. Nekaj me zanima, nekaj sem zasledil, da obstaja recimo določen sploh v tem biznis svetu, oziroma pa v politiki seveda normalno tudi ljudje, ki so enostavno psihološki oziroma psihopati, ki nima empatije, to je recimo en določen procent, recimo kakšen procent ljudi, recimo, ko ste omenili to osnovno pravičnost, jaz bom kar tak direktno rekel, jaz enostavno pri enem Trumpu ne vidim, pa preprosto, kot najbolj tak eklatant primer, ne vidim
sledi pravičnosti. Kratek komentar. Ko govorite o ameriškem predsedniku, Kot primer se sam. razumem, ja, kot primer. Ne spreglejte tega, kar poskušam tukaj vedno znova zagovarjati. Gospod Donald Trump, kot posameznik, kot fizični moški z unimi lasmi in Melanijo, ki je sevnice in tudi treba zmeraj zraven povedati, to je Slovenije. Torej, ta moški ni isto kot predsednik ZDA. Ker je to simbolna funkcija. Prav, tega ne smemo pozabiti. Prvič. Drugič, gospod Trump, ta fizični moški, ne bi nikoli prišel na to mesto, na katerem je, če se ne bi zgodilo še nekaj. Kaj? Zdaj bi to navezal na tisto, kar sem prej povedal, če bi se vrnili v čas 1885 k Freudovima. Marta in Zigmund se poročita. Še eno izkušnjo bi imeli, če bi se danes z zavednostjo o tem, kdo je Donald Trump, preselili tja. Namreč tole. Leta 1885, pa bi se malo sprehajali še po Dunaju, bi opazili, z lahkoto bi opazili, da obstaja nekaj, kar se imenuje a public space, javni prostor, kavarna, ulica, trg in tako naprej. In bi opazovali kot antropologi, naprimer, kako se ljudje obnašajo. Pa bi šli enkrat ven z obema, recimo na eno večerjo. In bi ugotovili tole, da so ljudje tako zelo lepo oblečeni, ko grejo, recimo, ven. Pa bi rekel, kaj se danes tudi, v redu. Potem bi opazili, da imajo moški cel kup enih manir. Ne vem, če pridejo nasproti ženska, pozdravijo, vljudno dajo prednost, recimo ženski, ko pač pridejo nekaj prostor in pomagajo sleči, ne vem, krzneni plašč ali kaj takega, vstopijo, da se usede, potisnejo, itd. In opazili bi, da so v medsebojnih odnosih, v tem javnem prostoru, smo se izolirali na javni prostor zdaj, da so zelo, torej vljudni, uporabljajo cel kup fraz. Spoštovani gospod, kako je kaj danes, biznis, kako pa kaj gre, otroci, spoštovana gospa, doktor Freud, itd. Potem pa gremo v leto 2017 in spremljamo vedenje v javnem prostoru gospoda Donalda Trumpa. To pa vzit bomo naredili, pa to pa what the fuck, pa ne bo. In ljudje množično ga podprejo, ker več ne bi mogel priti na mesto predsednika ZDA. Kaj pa zdaj kot antropologi sklepamo? Tisto, kar nam najprej pade v oči je, ne toliko Donald Trump, se on ima kravat, lepo oblečen, pričeska, a ne bi redo, ne, nekaj drugega nam pade v oči. Totalen razpad javnega prostora. Gospod Trump in množica ga pa pri tem podpira, se lahko v javnosti obnaša, kot da je glihkar prišel iz džungle. Ljudje pa, bravo. To je tisto, kar mene skrbi. Mene ne skrbi gospod Trump kot tak, zmenjanijo vred, pa brez. Mene skrbi razpad javnega prostora zaradi degradacije javnega prostora, zaradi česar je v javnih prostorih, pustimo zdaj doma že, možno tako rekoč vse. Lahko ste vulgarni, lahko se obnašate kot žival, če metaforično pravim ta izraz, kot beast, kot zver, lahko zmerjate, lahko pljuvate, lahko ne vem kaj počnete. Ljudje pa ploskajo. Ne vsi, seveda, eni se zgražajo, ampak ploska jih dovolj, da pridete na tako, rekel, svečano, v končni fazi, zakaj pa tudi ne, spoštovanja vredno mesto, kot je biti predsednik neke države. Meni vse ne, to zdaj pa Slovenije, vse ne. To je spoštovanja vredna družbena funkcija. Ne več danes. To meni skrbi. Donald Trump, ko je pisal zaradi mene, kdo pred včerajšnja mita, kdo pa je vedel za njega, par milijarderjev vedel,
za njega. Zakaj je on lahko to postal, kar je? Ker je javni prostor razpadel. Ko pa javni prostor razpade, moramo pa povedati še nekaj. Namreč, negovanje javnih prostorov, seveda, to seže daleč nazaj, spomnite se Sokrata. Sokrat je bil vljuden gospod, ki je prišel zjutraj na ulice, Atene so bile takrat malo večje, pol Celja, ne vem, če bo pol Celja, ne? Je prišel, dober dan, a bi mi dva danes kakšno filozofsko debato, gospod Alkibija to dala, ni problem, koliko cajt imam, 4 ure, kaj, ne, če berete Sokratove dialoge, ali bi rekli to, pri Zeusu, gospod Sokrat, imate prav, jaz se strinjam z vami, tole, skratka, debata poteka na neki ravni, poteka pa na ulici, na trgu, kjerkoli že pa so se dobili, ne? Kasneje, v razsvetljenstvu, recimo, če preskočimo z 20 let, ne? Kako pomembno se recimo zdelo Kantu zagovarjati javno rabo uma. Vidite javni prostor. Tole je javni prostor. In uporabljajte ne obnašajte se kot barbari. Uporabljajte Zakaj? Zato, ker je za obče dobro. Uporabljati pa pomeni dvigovati standarde pogovarjanja, argumentiranja, debatiranja, zagovarjanja svojih idej, spoštovanja nasprotnika. Danes na televiziji mimogrede vidite prizor, ko se dva pogovarjata in čez 2 minute nekdo vrže kozarc drugemu v glavo. To sem jaz videl že velikokrat, ali pa vsaj vodo mu zlije, ali pa nekam pošle mamo. To se zgodi mimogrede. Ali pa v parlamentu, če gledate malo, da je včasih, tretji prvi. Kako? Pojbiče. No, recimo, Torej, to je tisto, kar je zaskrbljujoče, ker potem, če javna raba uma degradirana, kaj vam pa pravzaprav ostane? Prej smo pa že ugotovili, da tudi doma ni več, ker je prepih nastal. Približno isto je doma, tle odpreš televizijo, tu že vsem malo ugasen. Danes imajo ljudje, mnogi ljudje se tudi na ta način probajo obnašati, ne? Zdaj, televizijo ne samo ugasen, nesijo ven. Ne? Dajmo naprave, celo obstajajo svetovni dogodki, danes med 9 in 10 zvečer bomo za 1 uro izklopili vse naprave. Kaj pa, če bi jih kar za celo noč? Naprimer, torej, kaj s tem zgubite? S tem zgubite neko močno substanco, ki rečemo kultura. Kultura pomeni negovanje nečesa, pomeni kultiviranje. Če greste na njivo, jo kultivirate, obdelate, plevel ven mečete, zalivate, senco postavljate, pazite, da vam nov polškaj pojedu. To je kultura. Donald Trump, se strinjam z vami, ampak ne on kot posameznik, ni toliko pomemben, je v bistvu zagovor sodobnega barbarstva. Jaz bi prav kot ilustracijo tega, kar ste zdaj govorili, da gre v bistvu za kulturo. Ne? En korak nazaj bi šel od tega, kar ste zdaj govorili, pa bi dal za primer Antona Pavloviča Čehova. On je imel neko posestvo Melihovo, ki je 60 km južno od Moskve in to posestvo je še danes zaščiten kraj, kjer je muzej in tam so nam izrecno povedali, da ta gospod Anton Pavlovič Čehov nikoli ni stopil iz svoje sobe, iz svoje spalnice, ne da bi bil perfektno obrit, oblečen v fraku s tistimi naočniki in s tisto sprehajano palca. Se pravi, kultura se začne tako rekoč pri posamezniku, se začne in za njega bi ravno tako lahko rekli, kot bi danes rekli, da razlike med javnim in zasebnim ni več. Ne? Tudi za njega ni bilo pravzaprav nobene razlike med javnim in zasebnim, ker čim je on stopil pred svoje služenčat, ki je imel, ker je imel veliko posestvo s sabim in vsem mogočim, zraven imel pa na posestvu še zdravstveno delavnico, pa imel je apoteko,
ker je bil Tausend Künstler tako rekoč na enem višjem nivoju in dobrotnik, ampak ravno to se mi zdi zelo bistveno. Ne. On dejansko, ko je stopil pred druge, pred ljudi in je skušal izkazati spoštovanje pač s tem, kot se je pač izkazovalo. Z obleko, z držo in verjetno tudi z medsebojno komunikacijo. Ne. O tem govorimo, ja. Zdaj mi pa samo povedite, koliko je ura, da vidim... Je veliko. Preveč. 18 do 7. Toliko za danes. Moram jeti, ker me čakajo tam na name, če bi sam midva. Ok, torej nadaljujemo naslednjič. Saj mislim, da bojo plakat še dopolnili. Hvala lepa.